Dober dan. Odločitev 151. redne seje vlade bo predstavila državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Eva Knez. Izvolite. Hvala. Lepo pozdravljeni. Danes je bila na seji vlade sprejeta novela zakona o zaščiti živali. Novela predvideva kar nekaj novih ukrepov, ki so namenjeni temu, da uredimo tista najbolj problematična področja, ki smo jih zaznali v zadnjih letih. Kot prvo področje bi se dotaknila problematike zavetišč. Sprejeli smo 4 ukrepe, ki bi morali pomagati zavetiščam k lažjemu delovanju in k večji učinkovitosti. Kot prvi ukrep bi izpostavila financiranje zavetišč. V trenutni zakonodaji je bila 90-dnevna vrzel, ko zavetišča praktično niso imela nobenega vira financiranja predvidenega in so se zato znašla večkrat v težavah. Zato smo predvideli drugačen model in sicer gremo v novi zakonodaji na sistem, da prvih 60 dni pokrivajo občine. Od 60. do 180. dneva bo pokrivala 100% oskrbo zapuščenih živali država. Po 180 dneh pa pade oskrba oziroma strošek oskrbe na 20% oziroma financiranje države, zato da stimuliramo oddajanje živali, ker menimo, da zavetišča niso primeren kraj za dolgotrajno namestitev živali. Zraven tega smo se odločili, da uvedemo tudi možnost rejništva živali, se pravi, da se zavetišče dogovori s primerno fizično osebo, ki izpolnjuje vse pogoje, da lahko žival vzame v rejništvo za določen čas. Naslednji ukrep, ki je tesno povezan z zavetišči, je obvezno čipiranje mačk. Vsako leto se v zavetiščih pojavlja problematika zapuščenih mačjih mladičev in pa tudi odraslih mačk. Problematika je vedno večja, namestitvenih mest nam primanjkuje, zato smo se odločili, da gremo v bolj konkretne ukrepe na tem področju z vidika preventive in smo v zakonu predvideli obvezno čipiranje, kar pa bomo naredili po enakem sistemu, kot smo to naredili za pse pred leti in smo imeli tudi dobre rezultate. Tako da v bistvu smo se odločili za pozitivno stimulacijo in bo do 18 mesecev bo država sofinancirala čipiranje mačk lastnikom. Ne poudarim še, da namen ni kaznovanje tistih, ki mačk nimajo čipiranih. Namen je, da se nedvoumno lahko izkaže lastništvo mačke. Se pravi, ko pride zavetišče in želi odpeljati mačko na sterilizacijo, kastracijo, mora biti mačka čipirana, da lahko lastnik to prepreči. Če mačka ni čipirana, zavetišče mačko odpelje in se potem odloči, ali jo po sterilizaciji in kastraciji pripelje nazaj v okolje ali pa jo zadrži. Vkolikor pa je mačka čipirana, pa bomo lahko tudi lažje nadzorovali, da gre za primerno oskrbo mačke, da tudi se potem poskrbi za mačja legla. Naslednji ukrep, ki je pomemben z vidika zavetišč in namestitvenih mest v zavetiščih, je ukinjanje obvezne karantene psov neznanega porekla v zavetišču. Trenutna zakonodaja namreč predvideva, da mora vsak nečipiran pes, ki je pač najden, v zavetišče za 3 tedne. S tem smo v bistvu polnili mesta v zavetiščih, povzročali stroške, hkrati pa smo povzročali tudi stres za psa, ki mogoče že ima potencialnega posvojitelja in ni nobene potrebe, da gre v tem vmesnem času v zavetišče. Zato smo uvedli možnost karantene na domu. Še zadnji ukrep vezan na zavetišča pa je sofinanciranje zavetišč. Predvideli smo, da bomo kot država namenili določena sredstva, predvsem za izgradnjo novih občinskih zavetišč in pa za prenovo vseh zavetišč, kajti prihaja Evropska uredba o dobrobiti psov in mačk in ta uredba bo pomembno dvignila standarde namestitve živali tudi v zavetiščih. Mi si ne moremo privoščiti, da zavetišča začnejo zapirati svoja vrata, zaradi tega, ker ne bojo izpolnjevala pogojev, zato smo se odločili, da bomo pomagali kot država s sofinanciranjem. Naslednje področje, ki bi se ga rada dotaknila, je področje rejnih živali. Tukaj smo sprejeli 3 ukrepe. Prvi ukrep je prepoved kletk pri reji kokoši. Po razkritju pogojev na eni od kmetij v lanskem letu smo dobili ogromno pobud državljanov, ki so želeli, da prepovemo tak tip reje. Mi smo preučili stanje in ugotovili, da je rejcev, ki kokoši še vedno redijo v kletkah v Sloveniji 34, da je delež teh jajc na slovenskem trgu nizek in pa da na splošno imamo samooskrbo z jajci dovolj visoko, to je nad 94%.
Preučili smo tudi, kakšno je gibanje cen jajc iz hlevske in iz baterijske reje in ugotovili, da večjih odstopanj ni, da so cene zelo podobne. Zato ocenjujemo, da ne bo prišlo zaradi te prepovedi do kakršnih koli pretresov na trgu, da bi se cena jajc dvignila. In tudi mislimo, da ne bo prišlo do težav pri zagotavljanju jajc, saj bomo rejcem pri prehodu na nov sistem pomagali. Sofinancirala bo država 80% stroškov rejcem, zato da lahko vzpostavijo nove sisteme reje, zato pa jim bomo namenili tudi 3-letno prehodno obdobje. Naslednji ukrep je prepoved kastracije pujskov na živo. V trenutni zakonodaji so pujski do 7. dne starosti lahko kastrirani s strani rejca brez uporabe kakršnih koli zdravil. Posledično smo se odločili zaradi veterinarskih mnenj, ki smo jih dobili na to temo, da se vrnemo pred leto 2004, ko je bila ta izjema uzakonjena, in damo to pristojnost nazaj veterinarjem. Se pravi, kastracije bodo po novem upravljali veterinarji, tako kot so jih včasih, z uporabo analgetikov in pa anestezije. V Farmah Ihan že poteka poskus na to temo, kakšna kombinacija zdravil je najbolj ustrezna za take kastracije, in imamo tudi že prve rezultate. Smo pa z veterinarsko zbornico tudi preverili, da imamo dovolj močno veterinarsko mrežo ambulant, da bodo zmogli upraviti vse kastracije pri vseh rejcih v Sloveniji. Tudi tukaj smo pripravili dodatno pomoč rejcem, kjer bomo sofinancirali veterinarske stroške tam, kjer veterinar v reji ni zaposlen. Poleg vsega naštetega zakon ureja še eksotične oziroma prostoživeče živali, kjer smo pripravili sistem z listo dovoljenih živali, se pravi, strokovna komisija bo pripravila listo dovoljenih živali in na tej listi bodo živali, ki jih lahko posedujejo tudi državljani in fizične osebe. Za vse ostale živali bo veljala prepoved posedovanja, razen za živalske vrtove, gojitelje in pa zatočišča. Urejamo tudi skrbništvo rejnih živali po smrti lastnika. Zdaj so bile v bistvu, pravno to ni bilo urejeno in smo imeli težavo zaradi dolgih dednih postopkov. Se pravi, lastnik je umrl, zaradi dednih postopkov ni bilo ustreznega skrbnika mogoče v tistem času za žival, in zdaj bo pač uprava za varno hrano dodelila skrbnika, ki bo za te živali v tem času poskrbel. Prepovedujemo prodajo in trženje nedovoljenih pasti za lov. Nedovoljene pasti je izredno težko detektirati in sankcionirati in najti kršitelja, zato smo se odločili, da bomo šli tukaj en korak dalj in prepovedali tudi prodajo in trženje. Potem omejujemo uporabo kletk za pse v stanovanjih. Opažamo, da lastniki oziroma skrbniki psov niso najbolje seznanjeni s pravilno uporabo kletk, in zato smo se odločili, da bomo v podzakonskih aktih pripravili zelo natančno opredelitev, kako se kletke uporablja, koliko časa je pas lahko zaprt v kletki, in gre v bistvu tudi za neko ozaveščanje, za pravilno uporabo takih orodij. Prepovedujemo podarjanje živali na prireditvah, uvajamo obvezno izobraževanje za kršitelje zakona in pa dodeljujemo več pooblastil in dolžnosti inšpektorjem. Tukaj bi med pomembnejšim omenila to, da lahko pride do odvzema in popolno prepoved lastništva vseh živali v primeru mučenja ene živali. To do zdaj pač pravno ni bilo možno. Kot zadnje bi omenila še, da smo dvignili globe za kršitelje. Sem pa na voljo za dodatna vprašanja. Ja, lahko se javite k besedi in boste dobili mikrofon, da zastavite vprašanje in se predstavite. Nihče? Ja, imamo, STA. Ja, mogoče kdaj, že danes boste poslali to v Državni zbor in kdaj pričakujete, da bi lahko to stopilo v veljavo? V Državni zbor bomo predvidoma poslali jutri. Si pa želimo, da je zakon sprejet do konca julija, se pravi pred počitnicami parlamentarnimi. Zato, ker koalicijsko smo uskladili prehodno obdobje za rejce za kokoši do konca leta 2028 in se ne želimo zdaj zajedati v ta njihov čas za prestrukturiranje rej, zato tudi hitimo zakonom in želimo, da je čim prej sprejet, zato da jim damo čim več časa, da lahko sprovedejo ta prehod. Barbara Vidmajer, TV Slovenija. Kletke ste torej prepovedali samo za kokoši, čeprav razumem, in pa kaj je z lastniki nečipiranih mačk, torej bodo kazni, ne bodo?
Kletke smo zaenkrat prepovedali samo za kokoši, seveda, ker smo tukaj imeli dobre strokovne podlage in zelo dobro analizo zadaj. Za vse ostalo, dobili smo tudi pobude, no, da gremo širše s prepovedjo, ampak moram reči, da v tem trenutku še nimamo podatkov in ne znamo oceniti, kaj bi to prineslo, taka prepoved, tako da se pripravljajo analize. Kaj bo še z nečipiranimi muci? Nečipirane mačke, kaznovanja ne predvidevamo za skrbnike lastnike mačk. Gre v bistvu za to, da za pozitivno stimulacijo, se pravi, mi bomo sofinancirali čipiranje, tako da upamo, da se bojo lastniki za to odločili in v prvi fazi nekako bomo poskušali na ta način urejati. Izvolite. Lepo pozdravljeni, Arjan Sajevic z Nove 24 TV. Mene pa zanima, nekako je bilo za današnjo sejo predvideno še eno vprašanje, kar se tiče podnebnega zakona. Kaj se je tukaj zgodilo, do kakšnih zapletov je prišlo? Bom jaz odgovorila, če bi še mogoče imel za državno sekretarko, ki je na to temo. Nihče? Potem pa se vam zahvaljujem, da ste z nami in srečno. Skratka, podnebni zakon. Vlada je odložila obravnavo, torej ni umaknila, ampak odložila obravnavo podnebnega zakona in ga bo obravnavala v najkrajšem možnem času. Na sestanku koalicije pred sejo vlado se je pokazalo, da zakon še ni povsem usklajen, zato si bo koalicija vzela še nekaj časa, da ta pomembni zakon res dobro uskladi in ga bo v čim krajšem možnem času dala potem na novično dnevni red seje vlade. O tem nisem seznanjena, ker točka niti ni bila na dnevnem redu, da bi govorili o časovnici, ampak zagotovo v najkrajšem možnem času, ker si bodo vzeli samo še nekaj malega časa, da to uskladijo koalicijsko. A lahko pod vprašanje. Ampak zdi se, da je bilo včeraj še vse dogovorjeno, torej tudi UKOM je napovedal to, da bo. Novinarji smo bili danes zjutraj na tem briefingu, uro pa pol so nam predstavljali, kaj vse zajema ta nov zakon in potem je bilo tako strela z jasnega, zdaj sporočilo, da tega danes na seji ne bo. Glejte, dnevni red pripravlja generalni sekretariat vlade skupaj s predsednikom vlade in to je bilo na dnevnem redu. Kot rečeno, točka ni umaknjena, ampak je samo odložena za nekaj časa. Tako da predlagam, da se pač obrnete na ministrstvo, ki je bilo pristojno za to, zakaj je menilo, da je že vse usklajeno, pa se je pač zjutraj na koaliciji, na kateri seveda jaz nisem bila, tako da ne vem podrobnosti tega, dogodilo drugače, da bodo še par podrobnosti uskladili. Mislim pa, da to nič ne vpliva na to, da bo zakon v čim krajšem možnem času sprejet. Zdaj neuradno smo slišali tudi, da naj bi bili nekateri pritiski tudi strani koalicijskih poslancev. Poslancev? Koalicijskih partnerjev. Nič ne vem o tem, kot rečeno, mi poročamo, kaj je bilo na seji vlade. Za to, kaj pa ne odgovorimo, zakaj ni bilo na dnevnem redu, to pa sem vprašala predsednika vlade. Še o podnebnem? Ne, imam pa še jaz zdaj, če še smem nekaj tem povedati in sicer. Vlada danes ni dala soglasja k imenovanju profesorja dr. Borjana Zalarja za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani za mandatno dobo 4 let. Vlada ocenjuje, da v tem trenutku ni vzpostavljeno zadostno zaupanje v kandidatovo sposobnost, da bi edino psihiatrično bolnišnico na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti v državi vodil na način čim manjše medijske izpostavljenosti. Kot je zapisano v obrazložitvi Ministrstva za zdravje, morajo psihiatrične bolnišnice vzbujati najvišjo stopnjo zaupanja, pri čemer pa dvomi, ki so bili vzpostavljeni v javnosti, lahko vplivajo na zaupanje bolnikov in njihovih svojcev v inštitucijo, kar se predvsem na področju duševnega zdravja ne sme spregledati. Vlada meni, da je v danih okoliščinah smotrno omogočiti nov premislek o vodstvu zavoda, ki bo skladno z vizijo in cilji ustanovitelja prispevalo k nadaljnjemu razvoju in stabilnemu delovanju psihiatrične klinike. In še, vlada se je danes tudi seznanila s pripravo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga bo jutri na seji obravnaval tudi ekonomsko-socialni svet. Evo. Še eno vprašanje. Glede Radiotelevizije Slovenija, ta še ni prejela obljubljenih sredstev strani tega vlade. Na dnevnem redu. Ne, pa mogoče, ker je generalni sekretariat vlade včeraj poslal dopis, zato vprašam, da bi mogoče morda bilo možno ta dodatna sredstva, ki so bila obljubljene, posredovati do jeseni, pa
to zdaj zavod postavlja v težko likvidnostno situacijo, zaradi katere morda zaposleni ne bi dobili regresa, pa me zanima, kaj je razlog za neizplačilo sredstev. Jaz sem prebrala poročilo STA-ja o teh dopisih. Žal ne vem nič, ker niso bili na dnevnem redu seje vlade. Zagotovo lahko še dodatno pošljete pisno vprašanje, pa ga bomo posredovali na generalni sekretariat vlade. Kakor pa sem prebrala v medijih, regres mora biti izplačan po zakonu, je dejal, mislim, da član uprave RTV-ja, tako da mislim, da bo izplačan, da ne bi bili zaposleni v strahu. Ampak nič ne vem o tem, razen kar je bilo v medijskih objavah. Jaz imam samo še eno vprašanje. Ali je bilo mogoče kaj govora o sami tej zastrupitvi v Maxiju, mogoče v povezavi s strožjim nadzorom nad onesnaženjem pitne vode, kot je denimo tudi gradnja kanalizacije v Klečah? Žal ne, škoda, da niste prej to vprašali, ker so bili tukaj pristojne osebe. To ni bila točka dnevnega reda na seji vlade. Najlepša hvala. Še kaj? Hvala lepa, da ste bili z nami. Nasvidenje.